Gostovanje v Velenju se je končalo z zmago 1-0, povsem zasluženo, predvsem po dominantnem prvem polčasu. V primerjavi z zadnjimi tekmami je imel Darko Milanič kar nekaj težav, kajti zaradi poškodb sta odpadla Dare Vršič in pa Mitja Viler, ki sta bila v zadnjem času v odlični formi. Začelo se je s poizkusom Markosa Tavaresa v 7. minuti. No, dobra akcija, nekaj minut kasneje, po podaji Piklerja je Tavares ustavil žogo za Boharja. Bohar je bil v prvem polčasu izjemno aktiven, njegov zaključek v 24 minuti preveč po sredini gola. Le nekaj minut zatem nova nevarna akcija, tokrat Hotić podajal v kazenski prostor. Na kratko so Velenjčani izbili pred Boharjem, Tavares pa ni uspel premagati Mateja Radana. Do konca polčasa še en poizkus Hotića. In potem vendarle vodstvo. Lepa kombinacija po desni strani, potem pa je Dino Hotić nekako uspel spraviti žogo do Luke Zahovića, ki je končal svoj strelski post s 15. golom v sezoni. Takoj na začetku drugega polčasa nekoliko napadalnejša igra domačinov. Najprej poizkus Bilonga z glavo. Naslednji nevaren poizkus najboljšega strelca Rudarja Glavine, toda dobro je reagiral Handanović. Po nekaj minutah premora, potem poizkus prodora Palčiča po desni strani, toda Luka Zahović ni uspel priti do želenega zaključka. Dino Hotić pa je poizkusil neposredno iz prostega strela. Še lepše je meril ob protinapadu Blaž Vrhovec, toda njegov strel pod prečko je Radan izbil. Najnevarnejši poizkus Velenjčanov v drugem polčasu v 72. minuti, toda nevaren strel Glavine po tleh je izvrstno ubranil Handanović. Do konca tekme so Mariborčani kontrolirali potek, prišli še do nekaj pol priložnosti, najprej po podaji Palčiča z glavo Tavares mimo gola. Strel Hotića z razdalje pa mimo leve vratnice. Zadnji nevaren poizkus po prodoru Zahovića iz obrata Bohar nenatančno. Do konca se več rezultat ni spremenil, končalo se je z zmago 1-0 in potrditvijo vodilnega mesta na lestvici. Sedaj enotedenski premor, naslednja tekma pa prihodnjo soboto v Ljudskem vrtu, gost bodo Domžale.